izročam se, tebi povzdigujem glas, ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim. Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ki na zemlji prebivamo. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ki na zemlji prebivamo. Oče, tebi izročam se, tebi povzdigujem glas, ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim. Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se. Dober dan vam želim moji gledalci. Danes sem v Nadškofiji Ljubljana in lepo pozdravljam gospoda dr. Petra Kvaternika. Dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Pozdravljeni tudi z moje strani vsi gledalci, gledalke in vsi, ki bodo brali ali poslušali ta pogovor. Na začetku bi prosil, če še našim gledalcem na kratko predstavite. Ja, v imenu gospoda nadškofa, ki je trenutno zadržan, sem nekako vključen v to oddajo, da kratko predstavim ljubljansko nadškofijo. Predvsem tudi zaradi tega, ker vodim pastoralno službo nadškofije in se dnevno srečujem s temi vprašanji urejenosti in delovanja nadškofije kot take. Sicer sem profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani, predavam pastoralno teologijo, se pravi to, kako cerkev deluje danes, kakšna naj bo njena organiziranost, kako naj dosega svoj pravi cilj, ki ga ima od Jezusa Kristusa, to pa je odrešenje vsega sveta. Hkrati, kot že rečeno, pa vodim tudi pastoralno službo, ki ima znotraj sebe nekatere urade in tudi kot samostojen organ v škofiji po drugem Vatikanskem koncilu vrši eno pomembno poslanstvo v smislu koordinacije in načrtovanja pastoralnega dela v posameznih letih oziroma tudi v daljšem obdobju. Kakšen je utrip Nadškofije Ljubljana in pastoralna dejavnost v njej? Gotovo, da se tako kakor vsaki drugi skupnosti in drugih ustanovah, marsikaj veže že na preteklost. Ljubljana kot škofija in potem nadškofija ima bogato zgodovino, kar je vse pustilo posledice in sadove tudi za današnji čas. Gotovo posebej zaznamuje nadškofijo to, da je nekako
v središču države Slovenije danes in da ima v svoji sredini glavno mesto, kar ji daje poseben značaj. Tudi verjetno, oziroma prav gotovo od vseh slovenskih škofij, tista, ki ima največ mestnega prebivalstva v današnjem času, živi v nadškofiji gotovo kakšna polovica in več v mestih, največ v Ljubljani, pa tudi recimo v Kranju in drugih manjših mestih. Tako da versko življenje in verski utrip gotovo posebej zaznamuje to življenje ljudi, ki so prišli iz podeželja v mesto ali pa sploh že v mestu daljši čas živijo. Sicer je Ljubljana kot nadškofija največja trenutno v Sloveniji med škofijami in to tudi daje nek poseben utrip, kar pomeni, da je zelo pomembno, kako je tudi znotraj sebe strukturirana, razdeljena na trenutno sedaj 4 arhidiakonate in potem na 17 dekanij in tudi 233 župnij, kar pomeni, da je pomembno, kako vse te enote med seboj sodelujejo, kako so povezane in kakšen življenjski utrip dajejo celoti. Gotovo je tukaj tudi pomembno to, da je gospod nadškof kot trenutno tudi predsednik Škofovske konference Slovenije, pa tudi sicer zelo vpet v to družbeno življenje z raznimi nastopi, sprejemi raznih državnikov, potem vabila prihajajo na razne prireditve, kjer zastopa celotno Slovenijo zaradi tega, ker se marsikaj od tega dogaja pač v glavnem mestu in tako vse to seveda tudi pogojuje celotno versko življenje v škofiji. Prav je, da tudi kakšno besedo rečemo o stolnici, ki je mati cerkva, posvečena je verjetno svetemu Nikolaju. Tako je, cerkev je posvečena svetemu Nikolaju, obhajala je lansko leto 300-letnico v sedanji podobi, bila je res lepo, saj je zadnji del, ladja, lepo obnovljena. Sedaj se pripravljamo, da bi obnovili tudi osrednji del, kjer je kupola in tudi prezbiterij, in na ta način nekako dali tisto prvotno podobo, ki jo je pač zob časa načel. Sicer pa vemo, je tudi znamenita po freskah, po raznih drugih znamenitostih, ki so vključene v slikah in tako naprej. In tudi, naj omenim samo znamenita dvojna vrata, glavna vrata, ki prikazujejo nekako zgodovino cerkve na Slovenskem v kratkem in vidim, ko zelo veliko turistov prihaja, da jih pripeljejo vodiči tja in jim potem ob teh slikah razlagajo celotno slovensko narodno zgodovino. In pri stranskih vratih ta torej upodobitev slovenskih škofov prejšnjega stoletja, ki so nekako najbolj zaznamovali tudi celoten verski utrip v škofiji. Kot sva omenila, škofe, ki so zaznamovali slovensko cerkev, prav, ker nas gledajo tudi gledalci po celotni Sloveniji in preko svetovnega spleta, da povemo nekaj o teh škofih, od gospoda Vovka do gospoda Šušterja, in mislim, da je prav, da kar vi prevzamete besedo, ker verjetno najbolje poznate. Ja, lahko v kratkem samo to rečem, da je gospod škof Vovk bil resnično izjemna osebnost v svojem času. Vemo verjetno vsi, da je veliko prestal z raznimi zaslišanji v tistem času, tudi na zadnje 52 leta, s tem, da so ga poskušali zažgati z bencinom.
in potem z vsem svojim delovanjem dokazal res neko izjemno krepostnost in tudi modrost pri tem svojem poslanstvu, zato je sedaj v postopku za razglasitev za blaženega in vsi upamo, da se bo to prej ali slej, upajmo, da kmalu tudi zgodilo, da ga bo cerkev priznala za svetniško osebnost. Potem gotovo gospod nadškof Pogačnik, Jožef Pogačnik je nekako morda po krivici pozabljen, tudi velika osebnost bil v svojem času, zlasti s tem, da je za nadškofom Volkom sodeloval potem tudi na drugem Vatikanskem koncilu in poskušal takoj prenesti čim hitreje te reforme, ki jih je drugi Vatikanski koncil vnesel v vesoljno cerkev tudi na lokalni ali pa posebej slovenski ravni. Nenazadnje je poskušal že s sklicem slovenske sinode, do česar pa kasneje ni prišlo. Potem seveda bolj poznan gospod nadškof Šuštar, ki je tudi dolga leta vodil nadškofijo in bil zlasti pomemben kot tisti, ki je nekako organizacijsko poskušal poenotiti delo ne samo v škofiji, ampak tudi v Sloveniji, se je bil dolga časa predsednik škofovske konference. Predvsem pa tudi gotovo bo pokazala šele zgodovina njegov velik pomen ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 in potem za priznanje Slovenije zelo veliko naredil s svojim mednarodnim ugledom. Končno potem seveda za njim gospod nadškof Rode, ki je po svoje zopet zaznamoval svoj čas in bo ostal gotovo zapisan kot tisti, ki je sklical slovensko sinodo ali plenarni zbor Cerkve na Slovenskem in tudi v nadškofiji seveda veliko postoril. Ste z pastoralnim delom v škofiji zadovoljni in kaj bi se še dalo narediti? Torej, pri pastoralnem delu je tako, da v bistvu nikoli človek ne more biti v celoti zadovoljen. Marsikaj je zelo dobro zastavljeno, kot sem že rekel, ravno zaradi tega prizadevanja v zgodovini, ko je bilo vloženega veliko truda, dela in to načrtnega, zelo veliko tudi poglobljenega dela. Končno nekaj je treba posebej reči o tem, da je ljubljanska nadškofija ali pa posebej Ljubljana tudi pravzaprav središče, kjer imajo praktično vse redovne ustanove svoje glavne hiše, se pravi, tukaj živijo redovni predstojniki nekje v bližini, če ne v samem mestu Ljubljana, in zaradi tega je tudi teh redovnih skupnosti več kot v katerikoli drugi škofiji in redovnikov, ki pomagajo tako pri pastoralnem delu kot v raznih drugih dejavnostih, in to tudi zelo veliko prispeva k tako tej duhovni podobi, kakor tudi pastoralni podobi. Posebej bi rekel, je sedanji čas nekako izziv za cerkev v tem smislu, da ob tej napredujoči sekularizaciji, neki individualizaciji, se pravi osredotočanju na posameznika, njegove potrebe, tem potrošništvu, čim bolj ob očitnem pomanjkanju duhovnih poklicev v prihodnosti, kot trenutno kaže trend, pomemben delež laikov, kako vključiti laike v pastoralno delo oziroma v odgovornost in soodgovornost za stanje, kakršno je v cerkvi. Tukaj seveda v nadškofiji posebej vidim eno posebno poslanstvo pri vzgoji, zlasti ali pa pri pomoči, da se nekako
oblikujejo v krščansko osebnosti katoliški študentje. V Ljubljani je največja univerza in zaradi tega seveda tudi zelo veliko študentske populacije, potem tukaj veliko izobražencev in kot zadnje raziskave kažejo, je v Sloveniji ravno z višanjem izobrazbe med prebivalstvom manj potem tudi nekako zanimanja za vero, za versko življenje. In zato se mi zdi, da bo v prihodnje zelo pomembno, koliko bo znala cerkev pritegniti izobražence in za njih tudi poskrbeti, narediti, da bi samostojno delovali v tej družbi in se odgovorno, tako politično kot na drugih družbenih področjih, tudi aktivno vključevali v življenje celotne družbe. Znamo mladi rod kristjanov nagovoriti? Če bi na kratko moral reči, potem bi moral reči ne, ker drugače bi imeli veliko več mladih, če bi jih znali nagovoriti. Mislim, da se nahajamo v enem prehodnem obdobju. V spominu imamo še tiste čase, ko je bilo zelo veliko mladinskih skupin, vsaka župnija je imela vsaj eno, mnoge več mladinskih skupin, mladi so se radi zbirali. Vendar jaz sam ocenjujem, da je bilo to tudi v marsičem družbeno pogojeno s tistim stanjem družbe v takratnem času, da so mladi v župnijah, v teh skupinah našli neko obliko druženja, povezovanja, čemur danes ni tako, ker tega nekako ne rabijo več, imajo neke druge ponudbe. Zato je cerkev nekoliko v krizi v tem smislu, kaj zdaj, kaj naj se jim ponudi. Vendar moram reči, da v zadnjem času poteka zelo veliko iskanja, poskusov, tudi dobrih s temi tako imenovanimi oratoriji in raznimi drugimi oblikami bolj kratkotrajnega povezovanja mladih, srečanja razna in podobne stvari, ki kažejo, da mladi za verske stvari imajo interes, nimajo pa več tiste vztrajnosti, volje se nekam vključiti za daljše obdobje in pri tem vztrajati. Zato se mi zdi, da bo tudi to leto, ki ga bomo začeli jeseni, ki bo namenjeno mladim, pastorali mladih, prineslo določene odgovore ali pa rekel vsaj poskuse takih odgovorov, kako z mladimi v prihodnje. In jaz sem na splošno optimist, kar se tega tiče. Bolj vprašanje je, ali res danes znamo prisluhniti mladim in dojeti, kaj oni dejansko potrebujejo in potem temu primerno tudi, če smo pripravljeni prilagoditi naše delovanje tako, da bomo njim čim bliže. To ste zelo lepo povedali. Kaj naj naredimo, da damo družini pravo mesto v družbi? Verjetno bo potrebno obnoviti molitev, sveto mašo, predvsem pa tudi družinski pogovor, kot je bil nekoč. Ja, če začnem pri tem zadnjem z družinskim pogovorom, verjetno je to ena najtežjih stvari, ker je današnji čas tak, da ljudi zelo zaposluje mnogo stvari, nenazadnje tudi potreba po sprostitvi, po samostojnem oblikovanju prostega časa. Zato se zdi, da za tak pogovor ni časa ali pa se ga ne znajo vzeti mnogokrat v družinah. Uspe tam, kjer se res nekako zavzamejo za to in zavestno to obliko medsebojnega življenja gojijo. Na splošno vemo, da je vprašanje družine v družbi danes zelo načeto, kar zadeva obliko. Jaz sam nisem tega mnenja, da je družina v krizi, kot se včasih govori, ampak da so v krizi oblike, kako ta družina živi ali pa kako se nekako kaže navzven. Te oblike se pa nujno spreminjajo, ker je družina vpeta v splošno družbeno dogajanje od šole do tovarn, do poklicnega dela.
zato je normalno, ker se ta svet, v katerem družina živi, zelo naglo spreminja, da se mora spreminjati tudi ta oblika, kako ljudje danes razumejo in živijo družino, in to ne gre tako, bi rekel, sočasno, tako hitro, in iz tega je, bi rekel, neka kriza lahko, o kateri govorimo, da se ni sposobna družina tako hitro, kot bi bilo potrebno ali pa prav, prilagajati novim časom. In tukaj seveda bi cerkev morala biti nekako v pomoč družini. Žal tudi v družbi družina ne uživa neke posebne, bi rekel, prioritete in ugodnosti. Zato seveda je tudi leto, ki smo ga zaključili, pastoralno leto družine, pokazalo, da ima cerkev kaj povedati tudi na družbenem področju in da je pravzaprav to, kar je nekako vnesla cerkev v razgovor na več nivojih, ne samo znotraj cerkvenih ustanov, rodilo določene sadove. Nenazadnje recimo ta pastoralni dan v Celju, ki je bil tudi zaznamovan z družino in tako naprej. Tako da mislim, da se tukaj že kažejo neki boljši časi. Kako vidite cerkev v tem sodobnem času? Čeprav ste nekatere stvari povedali, bi morda bilo potrebno dejati, da je teh verskih oddaj morda premalo, pa morda tudi, da bi bilo potrebno nekoliko več dati tiste prave vrednote duhovnikom. Tudi veliko krat v Sloveniji večina ljudi se niti ne zaveda, da po duhovnikovih rokah prihaja med njih Jezus. In tudi pravim, morda kakšno besedo več tem moralnim vrednotam bi bilo potrebno podati. Kaj mi menite? Ja, tukaj ste načeli veliko stvari. Eno je vprašanje medijev, če sem prav razumel, ki je gotovo eno ključnih vprašanj za način, kako lahko danes cerkev nekako vstopa v svet današnjih ljudi, ker zdaj pač že dolgo časa živim v mestu, včasih grem takole na sprehod in gledam te velike stolpnice in si mislim, kako naj zdaj človek pride do raznih, recimo, posameznikov ali družin v teh blokih, ki so, ko pridejo službe, zaklenjeni za zaprtimi vrati, in mi prihaja en sam odgovor preko medijev, se pravi, in to največ preko televizije, preko radija, kjer ne potrebujete drugega, kot da odprete, pritisnete na gumb in ste v kontaktu z nekim dogajanjem ali pa z neko oddajo, ki lahko veliko informacij da, posredno pa tudi seveda oblikuje, formira. Pri čemer seveda mislim, da nimajo pomena samo verski mediji, ker navadno so omejeni na nek krog tistih, ki se že itak interesirajo za ta vprašanja, ampak nasplošno družbeni mediji, ki bi morali, mislim, da tudi temu vprašanju vere dati neko dovolj veliko pozornost. Končno vsak človek prej ali slej pride do vprašanja, kaj je z mano, kako živim, kam grem, od kod prihajam, kaj po smrti in tako naprej, in si mora na to dati nek odgovor. In vera je tukaj tista, ki nam pomaga, zlasti v teh tako imenovanih, pravimo, življenjskih prehodih, recimo iz detinjstva v šolsko dobo, iz šolske v mladinsko dobo, potem v odraslo dobo in tako naprej, ko gre za nek nov način življenja in se človek znajde v neki situaciji, ko ne ve, kako naprej s tem, kar ve doslej, in zato mu lahko vera svojim naukom, pa tudi z sakramenti, se pravi z duhovno močjo, da neko novo oporo
zato, da živi naprej. Kar zadeva moralne vrednote, seveda je tako, vsaka družba, to nam kaže zgodovina, ki je izgubila čut za moralne vrednote, je začela propadati in tudi dejansko propadla, če ni prišlo do neke prenove in do ponovnega vznika odgovornosti in te zavesti, da je treba živeti iz tistega naravnega imperativa, delaj dobro, varuj se hudega, kakor tudi potem vseh drugih vrednot, zlasti tistih, ki jih imamo zapisane v Svetem pismu, recimo kratko formulirane v 10 božjih zapovedih. Kaj je naloga pastoralnega inštituta? Torej, pastoralni inštitut je inštitucija Teološke fakultete v Ljubljani, ki združuje vse tiste, ki se strokovno ki strokovno delajo na pastoralnih vprašanjih, se pravi, da raziskujejo vprašanje razširjenosti vere, vprašanje oblik, kako danes ljudje verujejo, zakaj ne verujejo, kako postavljajo svoje življenjska vprašanja. Pastoralni inštitut je bolj, bi rekel, znanstvena ustanova, ki poskuša stvari po eni strani raziskovati in odgovarjati na vprašanje, kako je bilo doslej, kakšno je sedanje stanje, dajati neke impulze za naprej, vendar bolj v strokovnem smislu. Po drugem Vatikanskem koncilu pa imamo v škofijah te pastoralne službe, ki pa so, bi rekel, praktične narave, ki potem skušajo ta strokovna znanja, strokovne ugotovitve preliti v neke čisto konkretne rešitve in ponuditi potem neposredno pastoralnim delavcem, se pravi duhovnikom, katehistinjam, katehistom, laikom, ki se vključujejo v pastoralno delo, tudi tista po eni strani navodila, smernice, po drugi strani pa neke praktične modele, kako naj se nekaj dela v župniji, na čem naj se posebej daje poudarek, da bi potem prišlo do boljšega učinka, se pravi, da bi dosegli tisti cilj, ki ga cerkev ima. Ker oddaje Pot poti gledajo tudi tisti, kateri niso ali bolj redko gredo v cerkev in gledalci izbirajo goste, bi morda izkoristil priložnost, da bi vas morda vprašal, morda kot profesor, kako bi pravzaprav so sakramenti potrebni ali niso, verjetno so, ampak kot profesor boste verjetno znali še bolj nagovoriti. Ja, tu mi prihaja na misel ena knjiga, ki je čisto pred kratkim izšla, kot rezultat nekega simpozija, na katerem sem bil povabljen tudi sam v Salzburgu, ki ga je pripravil kardinal Kasper in povabil nekatere škofe oziroma tudi odgovorne za pastoralo iz različnih dežel, kjer je šlo predvsem za vprašanje tako imenovane iniciacije, se pravi zakramentov uvajanja. V te zakramente štejemo krst, birmo, obhajilo oziroma svetospoved. In ta knjiga namreč nosi naslov kot povzetek vseh teh razprav na tem simpoziju: Zakramenti imajo prihodnost. Se pravi, ker človek vedno znova rabi Božjo pomoč, ker se vedno znova, kot sem prej rekel, že znajde v nekih situacijah, ko sam ne zna naprej, ko si ne zna odgovoriti na vsa vprašanja, išče odgovore drugod in vera je tista, ki mu prihaja naproti. Recimo, gotovo je en najpomembnejših trenutkov, čeprav se ga potem kasneje ne zavedamo, naše rojstvo. Sami to kasneje pravzaprav nekako
ne upoštevamo kaj posebej, ampak za naše starše, za okolico je bilo to eno posebno enkratno doživetje in takrat starši čutijo pravzaprav veliko odgovornost za tega otroka, čutijo, da ga morajo nekako čim bolj zavarovati, pripraviti na prihodnost, ne? In tukaj seveda je vera tista, ki jim prihaja naproti z sakramentom krsta. In krst otrok pomeni, da ta otrok postane, kot pravimo, božji otrok, se pravi, da ga Bog nekako vzame v svoje naročje, če tako rečem, svojo zaščito, z njim sklene neke vrste osebno zavezo, ki se zgodi pri krstu. Po drugi strani pa seveda tudi vstopi ta otrok v to skupnost drugih vernih, se pravi v cerkev, in ta cerkev se veseli novega člana, hkrati pa tudi prevzema neko odgovornost za njega v tem duhovnem smislu in končno tudi materialnem. Tudi kristjani bi si morali prizadevati, da si najprej med seboj čim bolj pomagamo, če je nekdo v stiski. Tako da nas recimo ta sakrament vključi v neko novo skupnost, novo povezanost ljudi, ki temelji na tej verski opredelitvi za Boga, da sprejemamo Boga kot našega ne samo stvarnika, ampak tudi kot odrešenika. Podobno je potem z birmo, recimo, ko jo delimo, naprimer, glavnem v tistih letih adolescence, odraščanja, pubertete tudi, ko se mlad človek nekako še išče, ne ve, kaj pravzaprav bo z njim v prihodnje, postavlja si mnoga vprašanja. In ta priprava na birmo naj bi pomagala tako njemu, kakor tudi staršem, da bo ta leta čim bolj nekako ne poškodovan, če tako rečem, od tega sveta prebrodil in se tudi ustrezno pripravil na prihodnje življenje, bodisi v zakonskem življenju, torej da se bo kasneje poročil, bodisi da bo, ne vem, postal duhovnik, redovnik, izbral nek duhovni poklic ali ostal samski, pač kakorkoli, ampak človek v vsakem obdobju življenja zori, in pri tem zorenju so sakramenti tista hrana, tista pomoč, konkretna, učinkovita pomoč, ki nam pomaga nekako prebroditi tista včasih za nas nerešljiva vprašanja. In zato, dokler bo človek bo potreboval sakramente in bodo še vedno bolj pravzaprav pomembni, ker nas ta svet, v katerem smo, velikokrat čutimo nekako ogroža, ker je veliko tudi sebičnosti, ker je velikokrat tudi iskanje nekih osebnih koristi in tukaj mora človek dobiti dovolj moči in spodbud, da živi neko drugačno alternativo, neko novo življenje. Veliko krat se Slovenci premalo zavedamo, da pravzaprav je cerkev tista, ki je ohranila vrednote, ki je ohranila vero in tudi v teh oddajah dostikrat poudarjam mučence, pričevalce za vero, kot je blaženi Anton Martin Slomšek in tudi v vaši nadškofiji so in morda kakšno besedo bi še pri koncu oddaje dejala. Ja, gotovo. Jaz sem večkrat rekel, zlasti v preteklem stoletju, 20. stoletju, ko smo imeli prvo in drugo svetovno vojno in razne druge vojne, je bilo veliko morije, veliko sovraštva, veliko ubojev in tako naprej. Hkrati pa je bilo tudi izjemno veliko junaštev, res požrtvovalnosti in nesebičnosti ljudi, ki so se torej nadpovprečno pokazali v
prizadevanju, ne samo po nekih herojstvih, hrabrostih, ampak tudi po svojem darovanju lastnega življenja. In to so tako imenovani tudi, pravimo, slovenski mučenci 20. stoletja, ki jih je bilo ravno na ozemlju sedanje ljubljanske nadškofije, pa tudi novomeške škofije sedaj veliko, ker so tukaj bila ta politična trenja najmočnejša in tudi razmere take, da je prihajalo do teh zelo hudih nasprotovanj cerkvi, in tukaj so mnogi duhovniki, laiki trpeli, kakor tudi seveda v drugih predelih Slovenije. In mislim, da so res ti mučenci in ti pričevalci za vero kakor tiste svetle zvezde na nebu, ki kažejo v temni noči orientacijo za tiste, ki hodijo naprej, ki iščejo svoj cilj. Tako se mi zdi, da nam poznavanje njihovega življenja pa njihova dejanja lahko veliko pomagajo tudi pri iskanju odgovorov na vprašanja sedanjega časa, končno pa tudi njihove zasluge, njihov zgled kot tak močno oporo za naše versko in tudi sicer odgovorno življenje. Morda še kakšen napotek naših gledalcev za konec oddaje? Ja, napotek bi bil predvsem ta, da skušamo res živeti iz tega, kar v svojem bistvu smo. Vsak človek pa je v svojem bistvu iskalec Boga, iskalec resnice, iskalec lepote, in naša vera nam tukaj prinaša torej ogromno teh odgovorov na ta iskanja. Zato, če smo zvesti sami sebi, svoji vesti, tistemu, kar vemo, da je prav, potem tudi prej ali slej pridemo do tistega, kar je res bistveno. In tukaj seveda je prav, da se ne zadovoljimo samo z nekimi bombončki in piškotki, ampak da sežemo po močni hrani, po tistem bistvenem, in to nam Jezus Kristus kot osrednja osebnost naše vere tudi ponuja tako v svojem nauku, svojim zgledom in tudi svojim življenjem v cerkvi danes. Zahvaljujem se vam iz srca za pogovor. Vam pa želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, še naprej dober sprejem in vas lepo pozdravljam iz Ljubljane. Nasvidenja. Hvala lepa, Bogom.
storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, sodi tvoja volja se. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ti na zemlji prebivamo. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Slave nebesa so. Hozana, Hozana, ti na zemlji prebivamo. Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se.